Ali ste bili deležni groženj ali žalitev na spletu? Večkrat. Ali so vam očitali, da ste pristranski? Tisti, ki poznajo objektivno novinarstvo, ne. Tisti, ki objektivnega novinarstva ne razumejo, pa so večkrat trdili, da so moje poročanje pristranska. Ali so vam očitali, da ste plačanec politike? Da sem plačanka politike, ne. Razen tisti, ki se z politične linije niso strinjali z našim objektivnim poročanjem o dogajanju v regiji. Ali so vam očitali, da lažete? Tudi to ne. Še enkrat bi ponovila, tisti, ki poznajo objektivno poročanje, ne. Tisti pa, ki se ne strinjajo z objektivnim poročanjem, ki vidijo svoje interese v naših poročilih, pa da. Ali so grozili vašim bližnjim ali jih kako drugače nadlegovali? Grozili bližnjim niso. Glede na to, da je pa je mož na javni funkciji, so pa večkrat poskušali preko njega vplivati na moje delo, seveda neuspešno. Ali so vam kdaj skušali preprečiti objavo prispevka, vas prepričevali, da česa ne objavite? Ne, da ne bi objavili, ne. Poskušali pa so se vtikati v vsebino prispevka, vendar neuspešno. Ali so vas kadarkoli, s čimerkoli skušali podkupiti, odvrniti od poročanja s podkupnino, nagrado, darilom? Ne, to se ni zgodilo. Ali so vam grozili s tožbo? S tožbami večkrat, pa ne le grožnje, prišlo je tudi do uresničitve teh groženj, tožbe torej so bile. Ali so vam kdaj izrekali kakršnekoli spolne opazke, pripombe zaradi spola, vas poniževali kot žensko? Ne, tega nisem doživela. Se kdaj bojite zase ali za svojo družino, bližnje do te mere, da česa ne bi objavili ali celo nehali delovati kot novinarka? Ne, nikakor ne, nikoli.